Dober večer, dragi moji. Teden je naokrog in spet smo skupaj. Danes bi vas prosila, da mi malo napišete, kako ste. Da mi napišete v komentar, kako kaj preživljate dneve, ki so za nami. A kaj opazite, da so te dnevi mogoče malo po čem drugačni. Kaj doživljate? To me zanima, da ali mogoče doživljate kaj, kar ne znate si odgovoriti. Rada bi tako nasplošno videla, kako se ljudje kaj v tem času počutijo, ker jaz imam kar dost stika z ljudmi in mi veliko ljudi v zadnjih dnevih piše marsikaj. Zato tudi vas spodbujam, da mi kaj zapišete. Tako kot vsakič vas povabim, da se oglasite oziroma da se javite, da bomo tudi naredili potem da bomo izžrebali nekoga od vas, komu bom prebrala zapis. Vabim vas, da se s srci povežemo. Danes imam za vas eno posebno temo. In bi rada, da skupaj o tej temi razmišljamo. Zanima me, ali verjamete v usodo. Ali verjamete, da je ta usoda, ki jo živimo, zapisana? In ali verjamete v to, da je mogoče to usodo spremeniti? A kdaj občutite, da vas neko kolesje znotraj vas nekam vodi in da iz tega ne morete izstopati? Kaj, če je to kolo usode? Kaj, če obstaja neka možnost, dajem kot možnost, ja? Da smo znotraj nečesa, kar je ciklanje. Kar je pravzaprav, lahko bi rekli včasih začaran krog. In kar pravzaprav se dogaja mimo naše volje. In kaj, če obstajajo nekje tam v ozadju, kar je nevidno našim očem, neki programi, mehanizmi mogoče in še kaj drugega, kar to našo usodo določa. In da mogoče to niso samo zvezde, da niso to torej planeti, ampak da je še kaj več od tega. Ker če se kdaj vprašate, kaj se bo z vami zgodilo v prihodnosti, in imate mogoče ob tem neke nelagodne občutke, strahove, kaj če te strahovi niso niti vaši? Kaj če obstaja možnost, da se nekdo z nami igra in da zapisuje našo usodo, ki jo potem igramo v skladu s trenutkom? Igramo pravim zato, ker smo neke vrste igralci. In mogoče se tudi vi kdaj počutite, kot da nimate nad svojim življenjem vpliva. Vpliv sicer imamo, ampak nam je bilo zakrito, na kakšen način ga lahko uporabljamo. In naučeni smo, da živimo torej po neki rutini, po nekih recimo ustaljenih vzorcih, prepričanjih, ki pa so, ne boste verjeli, zelo podobni, kot so jih živeli naši predniki. In zato v določenem obdobju svojega življenja velikokrat prevzamemo podobo, vedenje istospolnega starša. Takrat lahko tudi čutimo tisto, kar je čutil naš starš oziroma čuti in kar so čutili naši predniki. In kaj, če so tam v ozadju, hipotetično vprašanje, torej v ozadju naše preteklosti prednikov, že vnaprej zapisani vzorci in hkrati tudi usoda, ki jo bo živel rod. In na podlagi česa se to oblikuje? Po mojih izkušnjah je to, kar so delali naši predniki, kar se je dogajalo njim, na žalost, zelo, zelo vplivno na naše življenje.
In kolikokrat imamo mi na svojih ramenih bremena, ki niso naša. In kaj če zaradi teh bremen, ki so lahko vsakodnevna teža na nas, ne moramo narediti sprememb. In seveda nas niso učili, kaj je naše, kaj ni naše. Vas pa vprašam, kolikokrat se pa vprašate, a so tisti občutki, ki jih vi nosite, res vaši? A je možno, da to sploh nima veze z vami? Jaz raziskujem te vsebine dolgo časa in vam povem, da ko berem zapise, sem velikokrat dobesedno zgrožena, ker v teh zapisih je točno vidno, koliko zares mi živimo sebe in koliko ne. In koliko živimo dejansko res neke kao usode, ki je zapisana oziroma je neka pot, ki je določena za nas. Ampak si jo nismo določili mi. In kar je najbolj šokantno, ni posledica naše karme v največji meri. Ker tudi ta beseda karma, to je, iskreno vam povem, manipulirana stvar. Ker beseda, ki jo dostikrat slišim, ko pridejo ljudje k meni, je, kaj sem jaz toliko slabega naredil, da se mi toliko slabe stvari v življenju dogajajo. Zakaj se meni dogajajo toliko slabe stvari, ki pa zmeraj delam dobro? Ali pa mislim, da delam dobro. In odgovor, ki je na to, je takle. Dobrim dušam, tistim, ki so v srcu dobre, ki so nepokvarjene, se slabe stvari pogosto dogajajo, ker take duše so na nek način, kako naj vam to povem, trn v peti sistemom. Zato, ker take duše, ki tukaj noter imajo duševno, duhovno esenco, ni vse za druge. Ker ponavadi druge dajo na prvo mesto in nas se največkrat pozabijo. Ker takim dušam ni vse, če se dela krivica. Ker takim dušam ni vse, če ljudje trpijo. In če ste mislili, da so tudi drugi taki, in če ste vi taki, kot opisujem, in če ste mislili, da so tudi drugi taki, dragi moji, niso vsi taki. Tudi jaz sem verjela, da so vsi enaki, da vsi podobno čutijo, da so empatični, da so sočutni, da so razumevajoči, da so pošteni, pravični. Meni še zdaj, ko se mi stvari dogajajo v življenju, ko vidim, da ozadje ljudi sploh ni tako, kot se kaže na prvi pogled, doživljam velikokrat dobesedno razočaranje, pa vem, da to ni najboljš, ampak še vedno ne dojemam, da so lahko ljudje drugačni, torej od tega, kar jaz razmišljam, kar jaz čutim. In da je veliko ljudi takih. In ko sem začela raziskovati stvari, sem prišla do tega, da za vse ljudi ne veljajo isti zakoni, niti ista pravila. In zato želim, da veste, da če so vam zapisali usodo vaši predniki in vi nimate pojma o tem, da se zoperstavite temu. In če se vprašate, kako, tako da stopite ven iz vaših miselnih procesov, ki mogoče sploh niso vaši. In kateri so te procesi? Oziroma, kateri so te najbolj pogosti vzorci? Vzorci, ki vas omejujejo, koliko vi zmorete, koliko ne nazadnje vi lahko zaslužite, kakšne imate vi lahko odnose, ali ste zadovoljni v partnerstvu, ali ste v nekem smislu sploh lahko zadovoljni. Ker jaz vam nekaj povem, dobre duše, božanske duše, čiste duše, največkrat zaradi svoje naivnosti podpisujejo dušne pogodbe. Ker one mislijo, da je prav, da se ljudem pomaga. Ampak obstajajo entitete, obstajajo ozadja, ki so našim očem prekrita, ki s takimi dušami manipulirajo. In to dobroto izkoriščajo. In to dobrohotnost in dobronamernost obračajo sebi v prid.
In kaj se zgodi z dušami, ki imajo veliko empatije, ki so sočutne, ki rade pomagajo? Zgodi se to, da smo, lahko tudi rečem smo, skozi bolj razočarani in nekako tudi nemočni. Zato, ker duhovne duše, torej duše, ki imajo duha, res vidijo tisto ozadje, ki ga največkrat povprečni ljudje ne vidijo, tudi če ga ne vidijo z očmi, lahko ga vidijo od znotraj. Ne govorim, da imajo vsi neke jasnovidnosti, imajo pa lahko tudi druge čute, ki ravno tako vejo, zakaj se gre. In te božanske duše so največkrat najbolj na udaru. In v njihovih zapisih, dragi moji, ni videti, da so bile one pokvarjene, da so delale take pa take stvari, da se jim mora to zdaj vračati. V zapisih takih ljudi je največkrat vidno, da so te duše bile zasužnjene. In čeprav je ta, ali pa da so še vedno, čeprav je ta izraz malo hecen za ta čas. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da niso mogle odločati o svojem življenju in se odločati zato, ker bi njim pasali, ampak so se določeni drugi tipi duš, ki žal imajo, kot sem prej povedala, drugačna pravila, ki živijo po drugih zakonih, so take duše nekako uporabljali za svoje namene, da jim dajo ali energijo, ali da delajo za njih, ali da jim služijo na tak ali drugačen način. In zato vsaka taka duša, ki ima tukaj noter svojo res tisto pravo božjo iskro. Nažalost, v življenju pride v stik, in to že ponavadi zelo zgodi, ponavadi že v svojem okolju se to zgodi, v okolju družine, da se sreča z energijo, ki je lahko tudi v kakšnih bližnjih, pa potem v kakšnih partnerjih in tako naprej, ki taki duši ne pustijo, da se razvije, da pride, da odpre svoja krila. In pojavi se v takih dušah, da so zadušene. In take duše ponavadi gledajo navzven in rečejo, pa kako lahko mu vse rata, pa kako lahko je on toliko uspešen, meni pa to ne uspe. Vidite, to je ta vzrok, da zasužnjene duše, ki so se iz določenih razlogov, ko bom enkrat tudi to temo odprla, zakaj, ki so jih zasužnjali, nimajo možnosti, da bi živeli pot, ki jim je bila po stvarnikovi volji zapisana. Ker če bi to pot, dragi moji, živeli, mi bi se imeli svetovno dobro. Ker potem bi gledali drug na drugega, potem bi bili drug drugemu bratje in sestre, potem bi se imeli radi, ne bi bilo prevar, ne bi bilo goljufij, ne bi bilo krivic, potem bi bil, dragi moji, to lep svet. In zato, moji dragi bratje in sestre, sem se odločila, da vam podarim te oddaje. Zato, da vam malo razkrijem tisto ozadje tam nekje, ki nam je bilo skozi prikrito, in da vam povem, da iz tega stanja, v katerem se mogoče tudi vi včasih ne znate pomagati, da je izhod. Ne bom rekla, da je ta izhod lahek. Zato, ker ta izhod zahteva spremembo. In tudi preobrazbo. Ker mi smo v povprečju, zaradi izkušenj, ki jih imamo, zaradi vseh teh zapisov, ki smo pretrpeli še in še, nekako nenavajeni, da bi sploh kaj dobrega v življenju pričakovali. Pa si to vsi želimo. Mi bi vsi imeli radi lepe odnose, mi bi vsi imeli radi lepa partnerstva, mi bi radi imeli lepe stike z otroci, mi bi radi imeli skratka lep življenje. Ampak nekako ne pridemo do tega nikakor. In zato v zadnjem obdobju, ne bom rekla dnevih, je zelo pojačan en tak, lahko rečem, negativni vpliv, ki je z namenom, da bi nas ustavili, da se ne bi prebudili, da se ne bi spomnili, da smo od izvora, da se ne bi spomnili tega, da je v nas srce, dragi moji,
In da to srce ne bije samo zame, ampak bije tudi za druge, zato ker tudi Kristus je govoril o bratstvu. In zato smo, bratja in sestre, če delujemo v imenu ljubezni in srca. Ne glede na to, kje smo, kje ste, tukaj srce je samo ena, edina frekvenca. In ne da se jo, oprostite, sfejkati. Ali to si, ali pa nisi. Vmesne poti ni. In v tem času, v katerem smo, je boj za energijo, ker bi vsi radi preživeli. Ampak na zemljo je prihaja božansko in božanstvo tukaj in sedaj začenja kreirati novo zemljo, dragi moji. In ta nova zemlja, novi svet je, čeprav mogoče ta trenutek ne kaže in nam je vsem mogoče malo zahtevno, ta novi svet je svet ljubezni. Je svet, ko bomo to, kar čutimo, da je tisto, kar smo mogoče kdaj rekli, da smo zaradi tega drugačni, ko bomo to lahko živeli. In ko si bomo lahko podali roke in bomo vedeli, da je to samo ena v resnici velika družina, družina luči. In zato je upanje, dragi moji. Zato je pot, ki je že narejena iz tega začaranega kroga. Zato vas vabim, da dvignete glavo in da se dobesedno odrinete, če ste v tem trenutku v kakšnih svojih zgodbah, kjer mogoče ne vidite izhoda. Poglejte v sebe, v tisti delček sebe, kjer imate luč. In ne bo to vaše upanje, ker v tem, da pogledate znotraj sebe in najdete to luč, v tem je izhod. Tudi, če ga vaše oči ne vidijo, ta delček, tudi, če imate slabo vizualizacijo, to verjemite. Sploh ni pomemben, ker ta čas, v katerem smo, ni čas tehnik, ni čas znanja. To, dragi moji, bo vse preprosto kar zginilo. Ker nobene stvari, ki so bile nekdaj še tako opevane in iz katerih so nastale take in drugačne religije in hkrati tudi ločine, karkoli hočete, to v tem času vse razpada. Religij ne bo več, bo samo ena. In to je ena in edina luč. Ne bodo se imenovali različni bogovi, ker v končni fazi je samo en in edini stvarnik. Ne bo malikovanja, ker ko bomo po zemlji hodili z zavedanjem, da smo tukaj, upravičeni, da obstajamo, upravičeno je, da obstajamo, da si to vzamemo nazaj in bomo vedeli, da smo tukaj v imenu tega, kar nas je poslal. To je novi svet. Zato se zbudite, dragi moji, če še dvomite v to. Zbudite se iz tega stanja, v katerega nas hoče non-stop metati, z raznimi vrstami tehnologije, z raznimi hipnozami, ki so povsod, ker se prizadevajo in mi to ne vidimo. Čutite pa, da se ne počutite dobro. Čutite pa, da imate glavo polno negativnih misli in da mogoče ne najdete nekega smisla. To pa čutite. Ali pa čutite strahove pred preživetjem, ali pa kakršnekoli druge strahove, ki so ojačani. To pa čutite. Zato ne pripisujte to vse samo sebi. Ampak kdaj rečete, kaj pa če to sploh ni moje, dajte podvomiti. Kaj pa če mi to projicirajo moj kaj če mi to delajo zato, da bomo stol neprebujeni in tam v nekih svojih zanikanjih. Kaj pa če so to živeli moji predniki in je to do zdaj oblikovali mojo usodo. Zato vam rečem, ne verjamete ne v karmo, ne v usodo, sploh ne karmo na način, ki so nam jo predstavili, ker karma je čist nekaj tretjega. In zato, dragi moji, naslonite se na tole noter.
Izhajajte iz tega, da za tega vašega duha veljajo ne nova, ampak duhovna pravila in duhovni zakoni. In ko se s tem uskladite, se v vašem življenju začnejo dogajati čudeži. Ker tukaj dragi moji, pa ni dvoma v sebe, ni zanikanja sebe, ni negativnosti, preprosto ste samo v tem trenutku prisotni. In zato kličem vaše esence, dragi moji. Nagovarjam vas tukaj, ki ste danes z mano, oziroma tudi tisti, ki niste z mano. Čas je vstajenja. In dajmo si roke. In povežmo se z res izvorno čisto lučjo. Vabim vas, da se v sebi vprašate, a res hočem še naprej uživeti to usodo, ki sem jo zapisal, ali danes izstopam iz tega kolesja in si bom usodo, ki ni več usoda, ampak življenje, ustvaril sam. Je možno, dragi moji, je. Ampak ne način, veste, ko so nas učili, pa si ponavljajo afirmacije, pa nek način uporabljajo um. Ne, to ni z umom. Vse te metode pozitivnega mišljenja, pa misli sem dober, so orodja. Skreirati si življenje v duhu ni možno z umom. Zato je najprej potrebno, da prebudimo ta svoj potencial in da se odvadimo zanikati samega sebe in dvomiti v svoje vrednosti in vrednost splošno. Ker ne morete mi reči, da nimate svojih potencialov in svojih darov, ker jih imate. Če ne veste, kakšne, se lahko oglasite na zapisu duha. Kamor vas povabim, ker tam je zapisano, kaj vi ste in kdo ste in kaj ne bi počeli. Čeprav definirano čisto točno, to je tvoj poklic, to ne boste slišali. Lahko pa kaj vi dejansko iz duha znate delati, ampak vam to niso povedali ali pa ste čutili, pa ste to zanikali. Zato, dragi moji, vas resnično vabim. Verjemite vase, zaupajte si in prekinite tok usode vaših prednikov. Če vas je zdaj usoda preprosto porivala nekam, naredite tole. Obrnite se proti usodi ali proti toku, ki vas je samo peljal, in ga poglejte iz oči v oči in ne se bati tega, kar vam v glavi stalno mogoče odmeva v smislu, kaj bo z vami, kako bo z vami in podobno. Začutite, da ko to naredite, stojite v sebi. Zdaj pa ta usoda ne gre v vas. Ampak, dragi moji, ko vi stojite v sebi takole in gledate iz oči v oči temu toku, ta usoda vas več ne bo podrla. Podrla vas bo, če boste stali takole in vas rine naprej, zato ker se tega bojite. In bežite v resnici pred usodo. Ker ta usoda ni naravna, ni božanska, to vam še enkrat povem. Stopite stoično, dragi moji, v svojem življenju, v svoj lastni steber in se od znotraj zoperstavite vsemu temu, kar mogoče prihaja tudi od druge na vas. Od ljudi, zagotovo, ker preko ljudi delujejo te energije, niso one kar ene same od sebe. Zato najbolj boste uspešni, če boste od znotraj dovolj zaupanja imeli do sebe, do tega, kar je v vas. In zato stojte v svoji lastni energiji in dihajte novo življenje iz tukaj not, ne od druge, ker zunaj nič, kar bi vas nahranili. Tukaj pa je. Nektar božanskega je tukaj v vas. To stopite noter v sebe in tukaj poiščite svoj mir. Ko si v miru in ne bega stalno z mislimi levo, desno, se takrat vzpostavi v tebi čist drugačna energija. Takrat se te nevidni glasovi duha začnejo te prebujati. Ker moraš biti v miru,
da jih slišiš. Sicer nenehno poslušaš samo svojo glavo oziroma svoj um. Zato se za začetek najprej umiri. In ja, on, Kristus, prihaja v tem trenutku, v vas, da vam da spodbudo. In zato se povežmo z njim, Kristusom v nas, ker on v nas prihaja kot pomoč in je del nas Kristusa. In zato začutimo, da odpremo svoje srce. Moji bratje in sestre, ljubljeni, sprejmite podporo. Kličem vas skozi vaša srca. Vem, kdo ste, in vi veste, kdo sem jaz. Med nami, med brati, sestrami, ni več razlik. Ko delujemo kot družina, v tej družini, kjer ste združeni, sem jaz med vami. Lahko se umirite. Oddahnete od tisočletnih bojev. Prihajam k vam v miru. Nagovarjam vas skozi srce, da opustite svoje obrambne mehanizme in da spustite svoje strahove, svoje skrbi, vse svoja bremena. Ljubljeni, neskončno vas ljubim. Ko boste vi prebujeni v svojem duhu, boste kot svetilnik za tiste, ki bodo iskali luč od zunaj, dokler svoje luči ne bodo prižgali. In takšen je ta čas. Čas prebujenih, ki naj bi tukaj na zemlji tokrat zares postavili tudi fizično svet ljubezni. Ko bi vi vedeli, kako ste čudoviti, in ko bi si dovolili to čutiti, bi bilo že pol vaših problemov odpravljenih. Zato vas, ljubljeni, spodbujam, da verjamete v moč božanstva, ki je v vas. Ne iščite ga zgoraj, nekje tam. Iščite ga v sebi. Naredite prostor v svojem življenju za sebe. In sebe poglejte iz vašega srca. Poglejte sebe, ki ste šli čez mnogo težkih preizkušenj,
In ste danes zaradi tega lahko celo zelo izmučeni in izčrpani. Mogoče včasih pomislite, zakaj moram vse to doživljati. In mogoče celo doživljate občutek, da bi najraje šli ven iz tega trpljenja. Nič nenavadnega. Ker ta svet, ki je bil prežet s trpljenjem, je bila za vas ječa. Vabim vas, da znotraj sebe poslušate ta notranji glas, vodstvo, da vas skozi nežno, blago besedo, ki jo lahko slišite, čutite, vidite ali veste, peljejo ven iz vaših ječ. Ne morejo več tega preprečiti. Zato ne dvomite, ne dvomite. Bolj, ko boste oblikovali v sebi zaupanje in vero, več boste imeli tudi fizičnih dokazov, da božanstvo je tukaj in sedaj. Zatorej poskušajte izklopiti svojo glavo, svoje razmišljanje, svoj in stopite v srce. Mir z vami. Jezus Kristus. Od tebe dobim in tebi dam. Med sabo si delimo, od tega živimo. Od tebe dobim in tebi dam. Med sabo si delimo, od tega živimo. From you I receive, to you I give. Together we shall by live this live. Hvala. Polona Bogataj je bila danes izžrebana. Zato tebi, draga Polona, namenim nekaj teh besed. Draga Polona, v tem trenutku se ustavi.
Tvoj strah, ki te je preganjal celo življenje, nima moči nad tabo. Imaš več, ne samo moči, ampak tudi modrosti. Kot tisti, ki se jih bojiš. Strah, ki te je in te spremlja od otroštva in ga poskuša zakriti na vse načine, je tok izpred 5 rodov, 5 kolen tvoje rodbine, ki ni osvobojen in ozdravljen. Od tam izvirajo strahovi preživetja. In vsi, ki so se od takrat rojevali v tem rodu, vključno s tabo, so obremenjeni s to dediščino. Tukaj so zadaj sile teme ali demonov. In ti imaš moč, da to premagaš. Hvala. Dragi moji, zdaj skupaj začutimo, ker smo se povezali med sabo. Da smo močnejši. In da tudi, če ni na fizični ravni tukaj zraven nas nekdo, obstaja krog, ki ga zdaj oblikujemo skupaj. In ta krog bo vse večji. Ker vse več vas bo slišali resnico znotraj sebe. In tisti, ki boste to resnico slišali, boste želeli sodelovati v tem, da skreiramo ta novi svet. Verjetno želite sodelovati že zdaj, ampak ne veste kako. Jaz iskreno vam povem, ne morem več gledati trpljenja. Meni se preveč smilijo ljudje. Ne morem več gledati teh vojn, tega vsega ostalega. Jaz se od malega ukvarjam s tem, da vse, kar se dogaja v svetu, doživljam osebno, kar ni najboljš, pa vendar. Ampak, dragi moji, je pa v neki v meni, ker je skozi močnejši, in to je, da bomo to premagali. In zato, ne glede, da je zdajle, eni bi rekli, žuta minuta, in da nas na nek način iz vseh koncev stiska, dajmo si dati to podporo. Da preprosto dvignemo svojo glavo, se zavedamo, da smo tukaj in zdaj na tej zemlji, zato da naredimo konec. Ja, dragi moji, če ste mislili, da vi nimate nič pri tem, ni res, vi imate pri tem, ker ljubezen je moč. Zato imate vpliv na to, da se to zgodi. In zato vas povabim, da skupaj naredimo ta notranji dovolj. Pa naj bodo to posamezniki, pa naj bodo to voditelji, naj bo kdorkoli, ki še v tem trenutku
dela zlo. Dovolj! Upajte si biti odločni. Iz tukaj noter, dragi moji, ne iz glave, srcu. Naredite si prostor v svojem življenju. Ne, da ste stisnjeni, ampak naredite si prostor. Razširite si ta okvir ali pa ga čist do konca izničite, kar je še najboljše. In to zmorete. Samo dovoljte si čutiti, da niste več vezani na to, da se nekaj mora tako in tako zgoditi. Ampak čutite, da imate moč, da spremenite usodo. Želim vam res mir v srcu. Želim, da začnete o tem premišljati, kako boste življenje vi skreirali. In želim vam res iz srca, da se vsak od vas realizira. Ker imate za to moč. Vabim vas na zapis duha, kjer boste več zvedeli o tem, kar mogoče vaš ne more prebrati, da boste bolj začeli sploh o tem premišljati, da ja, vsi nosimo v sebi določene darove. Povabljeni v četrtek na naslednjo oddajo, do takrat pa vse dobro. In tudi vmes, če se boste kaj spomnili, mi kaj napišite, kar vi doživljate, kar se vi mogoče sprašujete v teh dnevih, ker ne nosite v sebi, dajte povedati, ker je pa lažje. Vas imam rada.